V imenu Društva za življenje zgodbe Dva koluta, distributerja filma Skrivnosti iz Kelsa in Kinodvora, lepo pozdravljam naše goste današnje. Odzvali so se v vabilu Špela Čadež, avtorica animiranih filmov, Dušan Kastelic, avtor animiranih filmov in Boris Dolenc, avtor animiranih filmov. Milan Erič se opravičil zaradi družinskih zadev, Špela Štandeker pa upamo, da pride, pa bo interpretiran potem iz publike nekako novinarka, edina specializirana v Sloveniji, ki se ukvarja tudi z animiranim filmom. No, ta debata nekako je eden izmed spremljalnih dogodkov ob filmu Skrivnosti iz Kelsa, ki se že cel mesec do konca, do polovice oktobra vrti v Kinodvoru in v prvih dneh oktobra gre tudi na slovensko turnejo, tako da se bo dalo videti na zelo velikih mestih. Naslednja mislim, da je Izra, Maribor. Več informacij se lahko preberete, če vas zanima na skrivnost.animateka.si. Upam, da ste si pogledali tudi razstavo od spodnji, še par dni odprta v Kinodvoru. In je zdaj v bistvu moje goste. Tema tega pogovora je tak 2D proti 3D animacij, oziroma 2D klasično risana animacija proti 3D računalniško animacij, računalniško generiranje animacij. Kajti ravno pač ta film nekako daje povod za pogovor o tem, da kljub temu, da recimo predvsem iz Amerike, predvsem iz Hollywooda prihajajo filmi v 3D stereoskopski tehniki in to so nekako postavili producenti ameriški kot merilo, kot edino možno tudi za prihodnost, samo začali bomo gledali filme, mi pa pravimo ne, v bistvu, da še vedno je možno tudi delati, gledati in uživati ob klasično animiranih narejenih filmih. Nekako naprej sem pa si tudi sam želel, da bi se debata razvila na nek način tudi to, ali je ta trenutek, recimo v Sloveniji, možno razmišljati o tem, da bi lahko tudi že delali celovečerni animirani film. Zdaj žal Eriča ni tukaj, da bi nam povedal kaj več v njegovi izkušnji z Zvonetom Čohom, sta pač edina ustvarila slovenski celovečerni animirani film, Sensibilizacija Bika, že pred mnogimi leti, ampak pač sam proces je bil tak, da se na tak način danes to več ne počne. To je trajalo kar 10 let, klasično zrisan in film predvsem tudi tega pač nekako imel probleme, ker je tako dolgo nastajal. Ni nastajal nikakršnih produkcijskih pogojih. Zdaj mogoče najprej čist na sveže sta Boris pa Dušan, zdaj prvič gledala film, pa še en komentar, najprej čist na sveže iz Kinodvorane, kaj menita o Skrivnosti iz Kelsa. Pa zbliža. Jaz sploh še nisem čist najbolj tako nička prekmalje, da bi lahko enkaj razgledal o tem, ampak meni je bilo čisto prva ta feeling, ki ga imam, ki sem še ven bil v redu. Zdaj, kaj pa vem, vizualno me je zelo privlačil in mislim, da je to en taka lepa smernica, poleg teh, ki nas zasičajo s temi ameriškimi filmi. Tako da se zdi, da je tukaj en prostor, ki se zdaj po moje še na novo opira. Ne vem, da nismo to še delali, rekel je, da lahko zelo to postopno. Isto, strinjam se, zelo lep film, zelo tak originalni stil, tako kot bi sam bil narejen s takim kaligrafsko, s takim ikonografijo. Puška, lep film. Tudi zgodnica lepo teče, kljub temu, da predstavitev filma ni tako čist običajna, neobičajno, mogoče malo bolj abstraktno, kot smo navajeni teh risnih, pa se zdi vsem čisto lepo teče zgodba in da tudi čisto lepo gledalec pade vanjo in lepo sledi do konca. Meni všeč. Zdaj treba povedati, v bistvu, da seveda računalnik tudi pri tem filmu bil prisoten in to predvsem v postprodukciji in delno tudi v nekih specialnih efektih, ampak večina dejansko je klasično ročno risano. Nastal je, mislim, da 200 ljudi v produkciji, sodelovalo animatorjev,
tudi je studij Kreškem na Mađarskem, domač studio v Kilkenju na Irskem in mislim, da v Franciji, še motim, tudi redi. Tako da pač to je nek tak klasičen tudi način danes delanja celovečernih animacij. V bistvu, mogoče celo ne, ker klasičen se gre celo do Indije, do Vietnama, do Severne Koreje, kjer se potem rezultati zelo vprašljivi. Zdaj, Dušan, ti stvaraš v 3D-ju, to je pač tvoje orodje, računalnik tvoje orodje. Ali si, mislim, kad si gledal ta film, si ga mogoče čisto predstavljal, čisto profesionalno informacijo, da bi ga gledal v 3D, si ga pretvarjal mogoče v... Ne, sploh ne. Mislim, da ta film lahko deluje samo tako, kot deluje. Jaz mislim, da si ga tako avtorji že predstavljali, pač inspiracija je bila tista knjiga iz Kelsa in potem so film narediti na ta način in mislim, da bi kakršnakoli druga tehnika, da se mu pokvarja. Mislim, da je tako vedno. Avtor se pač zamisle, tako sa jaz ne delam samo 3D računalniško animacijo, jaz pač si zamislim zgodbo in potem si predstavljam v glavi, kako bi to morali izgledati. Včasih to izgleda čisto klasična 2D risanka, včasih izgleda kot računalniška 3D animacija. Smo stop motion animacijo sem že delal, se pravim, to je čisto odvisno se mi zdi od tega. Kaj imaš v glavi, ne? Kaj imaš potem ven dati? Danes je bilo izjemoma v Kinodvoru tudi Čekorja Cafe kot predfilm predvajan. Čekorja bo delno se s filmom pokazala tudi po ostalih slovenskih krajih. Mislim, da nekako, da celo, mislim, zdaj ne vem, kako bi ti Dušan to ocenil, ali paše ta skupaj? Jo, mislim, da čisto tako paše ta skupaj. Stilsko sta sicer zelo različna, ampak zgodbice so pa obe take, malo lirične, pa rustikalne. Mislim, da čisto tako, ja. Dobro, imamo tudi Špelo, da bo kaj povedala in mogoče bi navezal pogovor, kot Špela se ukvarja njeno orodje oziroma tehnika je predvsem so lutke, čeprav mislim, da ne vem, da tudi lahko ceniš tudi in če, mislim se, da danes mogoče res to zapovedati, da je tehnika bi morala biti v drugem planu, pomembna je zgodba, pomembna je svetlo, ne, vse pa kar ne, ali zdaj povedi nam zdaj v bistvu tvoj pogled na 3D računalniško animacijo, ker recimo veliko avtorjev klasičnih, ki boj si više, boj si lutke animirajo, imajo nekako zelo aprezijo do 3D. Jaz te aluzije sigurno nimam. Jaz sem zagovornik tega, da je potrebno najti neko kombinacijo med tem šarmom, ki ga jaz vsem vidim kot šarm nekega materialnega sveta in pa seveda izkoristiti to, kar smo vse že odkrili in naredili z računalniške animacije. Pa mislim, da tudi vedno več projektov nastaja takih, da se v bistvu sprašuješ, kaj pa pravzaprav to je. V bistvu na končni fazi, kot si rekel, to res ni pomembno, ker to je vse samo orodje. Stvar je še vedno tista, ki je najpomembna, je kakšno imamo idejo, kakšno imamo zgodbo in to mora vse skupaj nositi. Vse ostalo je pa kladivo, pa žaga, kako pridemo do tega. Je to računalnik, je to zdaj lutka, je seveda samo vprašanje tehnike, ki si jo izbereš, ki je pa seveda spet pogojena neki ideji. Čeprav tvoj novi film oziroma v nastajanju se je malo odmaknil lutke, da bi lahko več povedal, da imaš sence, imaš kreda. Ja, samo prvo k računalniku se pa tudi ni povrnil, je še zmer zelo kakorkoli malo eksperimentalno, ker lutke sploh ni videti, ampak je videti samo senco lutke, ki se sprehajajo v bistvu po neki površini, na kateri se pa animira kreda. In v bistvu ta polje med njima stane neko novo, vse mali eksperiment, se je samo 2 minuti dolgo, tako da bom videla, kako bo nastalo do konca. Zdaj sam, jaz mislim, da vsak, ki se loti animacije, se loti zato, ki jo rad počne. In zelo veliko ljudi pač radi, mislim, da sploh generacija, ki malo za mano prihaja, jaz z računalnikom še nisem odrasla, pač radi delajo z računalnikom, ki so šli prek igric ali pa ne vem kaj, in v bistvu ustvarjanje nekega animiranega filma v računalniku veliko bližje. Meni je pač bližje delati z rokami pa in v bistvu, ne, če se zbereš, da boš delal animirani film, boš ekstremno veliko energije in časa vložil v nekaj, kar bo na koncu zelo, zelo kratko.
In pomembno je, da v tej stvari uživaš. Zdaj uživaš delati na računalniku ali uživaš ne vem, risati, ali uživaš nekaj modelirati, pa seveda posameznika odločiti. Boris, ti si praktično nekako še zelo na nek način nov, čeprav že veliko časa delaš, si se ukvarjal zelo z igranjem filmov, snemo si reklame. Zdaj, film, ki si ga naredil podpisal kot režiser, je bila Palčica, v bistvu igrano animirani film, ne? Zdaj pa pripravljaš projekt, ravno kar bi moral končati s Triburgom v Kibanju, ker sem tudi prikazal, da je v Kinodvoru, ne? In si se srečal v bistvu z risbami, ne? Proti konkretno preko stripom, s risbami, ki jih je bilo pa treba animirati, ne? Zdaj, jaz si uporabil kaj 2D računalniško zgodje. 2D. Se pravi, mi smo šli pač v tehniko, ustvarjali smo vse v računalniku, sicer ročno, velikih ročno narisanih, ampak vse lutke, vse to v smislu smo pa sprogramirali v računalniku, tako da v bistvu to ni zdaj ta klasična 2D animacija, ampak pač s principom lutk smo delali. To je bila edina varianta, da naredimo v tem času s tem redom, ki smo naredili za to stvar. Tako da, ja. Je pa to bil kar takno izziv, ker smo mogli pač v kratkem času narediti 8 čisto drugačnih pristopov brati, čisto drugačnih tehnik in še s tem dosti prilagodci. Mislim, to projekcija edina v Kinodvoru datum 18. oktober. Ja, 18. oktober je pa tudi v Portorožu. Zdaj na festivalu. Dobro. Mogoče kot zanimivost, v bistvu Skrivnosti Skelsa je bil en izmed nominiranih filmov za Oscarja, za celovečerni film, kar je nekako kar relevantno, čeprav posebno na to, kaj je dosti nedavno. Mislim, se mi zdi, da je zelo pomembno bilo ravno to, da se pojavil tak film, kar da nekako misliti, da so pa res tudi že sami Američani zasičeni svojih zadev. Na koncu sicer zmagal ameriški film Višave, Pita Doktorja. Drugi nominiranici so bili še v bistvu Fantastic Mr. Fox, Ludkona, celovečerna animacija, Coraline, Henrya Seliga, ki je mešanica med Ludka, pa 3D potem pač, ne, tudi nekaj pri fantastičnem Mr. Foxu ni nobenega računalnika, oziroma če je to postprodukciji. In mogoče še ta pripadnik, mogoče te najbolj klasične Disneyovske princesa in žabe z Johna Musketira je enormna spremnica. Zanimivo, kako se v bistvu te različne tehnike uporabljajo že v celovečernih filmih in dejansko danes ni več nobenih ovir, da bi karkoli se tudi celovečerno animiralo. Dušen, kaj bi misliš, kaj je svoje razmišljanje? Največja ovira je denar. Risan film je zelo dolgo traja ta nastajanje in seveda rabiš zelo veliko denarja za to. Zdaj, filma načeloma še lepo, recimo v Evropi, po Sloveniji, posnameš na tak malo diverzantski način, tako da pač zbereš prijatelj, da se to posnamo. Zdaj, risam pa težko, za risam pa dejansko rabiš nek studio, rabiš eno veliko ekipo, ki bo kontinuirano delala leta in leta, samo na tem projektu in seveda rabiš kar tak konkretni budžet. Mislim, da je to problem evropskega filma in problem tem, da v Evropi nastaja relativno malo celovečernih risank. Tudi tale, recimo, Skrivnosti Skelsa, prej se menijo so bile razni studiji iz cele Evrope. Zdaj razlog, po moje, ni v tem, da pač Irci ne bi imeli dosti umetnikov doma. Razlog je pač v tem, da so pač mogli iskati koproducente, so pač najbolj koproducenta na Madžarskem in ta koproducent je dobil nekaj denarja od njihovega filmskega sklada, potem nemški koproducent je dobil nekaj nemškega filmskega sklada in to so potem nekako skrpali ta budžet skupaj. No, mislim, da je to danes največja umetnost, da danes ni največja umetnost narediti celovečerno risanko, ampak zbrati denar za to, da to zniš. Če treba povedati, da dejansko pri Skrivnosti Skelsa, kako je tudi sam režiser, ki je bil prisoten na premieri, Tom Moore povedal, je bilo presodno to, da so našli dejansko producenta Didiera Bruneja, Francoza, ki je že prej nekako zaslovel z Ročicami iz Brazila
je bil mogoče prvi tak avtor Silvana Šomeja, ki je zdaj tudi prišel ven z novim srednješirnim filmom Iluzionist. Upam, da ga bomo imeli priložnost bil tudi v Sloveniji, čeprav imel še podatka, da bi kupljen. No in glede, ko je Tom mu razlagal, da je sam producent pač ga zintrigirala zgodba Skrivnosti Skelsa in na enem trenutku ravno doživljal, pobiral tudi nekak finančne rezultate uspeha Trojčic iz Belvila, da se zato odločil, da bi pač šel še v en tak podoben film, ne, ki ni nujno, da bi bil uspešen, če bi producent tudi sam ne bi imel izkušen pa odprti vrat, potem še kje druge, ne, pa kako praviš ti dušno dejansko z budžetom, čeprav mislim, da tle niti ni bil tako zelo ogromen, kot je pravali pri Američanih, ne, točno cifre nimam. Se ni nujno, da je ogromen, ne, ampak recimo, nismo nekaj računali, celovečerc pripravljeno, videla že kar nekaj časa in mislim, tako minimalni budžet je kar 5 milijonov evrov. Mislim, to se tako hitro ne bere, da sploh, mislim, ne vem pri tem, tukaj bi samo recimo neka ekipa 10 ljudi, minimalna ekipa 10 ljudi imela recimo 5 let ima tako solidno plačo, niti ne dobro plačo, ampak tako recimo, da ni no in to, in ti kar nekaj prinese, to denarja. In 5 milijonov je pa že več kot recimo, ne vem, če že kakšen slovenski celovečerc, da je poštotil denarja. Torej, zdaj smo že pri tem, mikrofon je odprt, da kadarkoli, če kaj povemo, kar vas intrigira, res samo roko nimate. Smo že pri tem, da pač nekako ta del v Sloveniji celovečerni animirani film, da ali ne. Praviš, ti imaš konkretne plane, to je pač na papirju, se že dogovarjaš? Jaz imam konkretne želje. Zdaj, stvar je narejena na papirju, v smislu scenariji so precej že narejene, storyboard pa tako, no. Denarjene, ne. Zdaj iščemo pač ljudi, ki se na to kaj spoznajo, tukaj zelo treba imeti zelo dober networking, pač moraš imeti nekak producenta, ki se zna povezovati z drugimi producenti in tako naprej. In mislim, da teh izkušenj malo v Sloveniji manjka, nekaj teh režiserij. Pri nas se mi zdi, da so producenti bolj usmerjeni pač na ta filmski sklad, da pač bi biti denar od filmskega sklada, zelo redki so dobili kak denar tudi zunaj Slovenije. Tukaj pa treba izključno ven. Mislim, da bi tukaj mogli dobiti vsaj 8 nepovrednih producentov, ki bi to prepravljali en takšni denar, kot dobiš od filmskega sklada. To je največji. Špela, ti so v bistvu pač imeli izkušnjo tudi Nemče, da si bil na študiju, kar 3 leta, 6 let. Pa filma, 6 let pa filma. 6 je bil vsake skrbi. In v bistvu bi te pa to vprašal. Kaj je film? Še en koprodukcija. Aha, še po režiji. Točno, ne, po režiji z Izabelo Kučinsko. Mogoče ravno na njenem primeru njen zadnji film Esterhazy, ljudstvena animacija, ki boste imeli priložnost zbirati na 7. animateki, reklama, 6. in 12. decembrom, v Kinogoru. Je film, ki je kar 25 minut dolg, ljudstvena animacija, oziroma plastelin lutke, kakor je pač njena. In to je nekako, lahko rekli, da je trend, ne, tudi na tem kratkometražnem filmu, da filmi postajajo vse daljši. Tam pač nekje, včasih je bilo res 10 minut, 15 je bilo že koliko je to dolgo, danes je 25-30 minut, kar je nekje pač ta meja med kratko in srednjim metražcem, ne. Tako da, se strinjaš s tem? Ja, strinjam se, ampak v resnici ima ne samo animirani kratki, ampak tudi kratki igrani. Če smo kratki igrani še v bistvu še večjo krizo, da v resnici umira, na žalost, ker to je izredno lepa oblika filma, je kratki film, ampak vse televizije po Evropi so nehale odkupovati kratki film, ker je to nekaj, kar ne paše v programu 60 minut pa njihovih budžetov, zato ker pač enostavno predrago. In s tem umira celotna industrija kratkega filma. In s tem posledično tudi animiranega filma. Čeprav se mi zdi, da v animiranem filmu se vsem še daje malo, se za celovečerni film pa res malo nemogoče zbrati pač toliko denarja, kot bi bilo potrebno. Ampak v resnici, jaz sem presenečena, koliko se vsi usmerjajo, pač avtori, ki jih jaz poznam iz tujine, v celovečerni film. Čisto iz te smeri, ker enostavno, če narediš kratki film, vse si financiran mogoče od svojega filmskega sklada, ampak
to ponavadi pokrije neke stroške, pa mogoče nekaj minimalnega zraven, ampak vsi ti pa dajo vedeti, se boš potem s filmom zaslužil. Ne, s kratkim filmom danes enostavno mislim, da tolažimo se, da mogoče bojo pa te prodaje DVD-jev, pa mogoče prek spleta, pa zdaj, ko bomo pa vsakeč kliknili, pa si pogledali nek kratek film, pa vsak dal $2, zato tega še zmeraj ni. Ne. In zaradi tega se v bistvu vedno več avtorjev odloča za daljšo obliko filma, ki ima vsem potem možnost nekako vse distribuirati, iti v kino in že tudi kratkega filma. Kinodvor sicer predvaja pred filmom, pa drugače, pa tudi pred film je bil včasih vsak dan, v vsakem kinematografu je bil kratki film pred filma, danes tega ni več. Tako da je tle vzročno-posledično, zakaj v bistvu se vsi odločamo za dolgometražno. Verjemite mi pa, da kot avtor animiranega filma se je že težko odločiti za kratko zgodbo, ker boš sedel na njej leto ali pa mogoče 2, na celo večerco boš sedel pa 5 do 7 let svojega življenja, ker je zelo težko viseti na eni ideji, verjemite. No, mislim, da tle največji problem v bistvu te produkcije celovečernega animiranega filma, pa ne vem, ko si Dušan ti to zamislil, oziroma vem približno, ker si tvoja želja, da bi se tudi tle delal, da si prepričam, da je že toliko potencijala, toliko avtorjev tudi tukaj, oziroma ne vem, v tem nekem širšem, ožjem regionalnem okviru, ker ravno to, že to Mur, že samo s potovanjem na Madžarsko pa na Špance v Belgijo, ker je mogel kot režiser vedno, čeprav danes dobiš že prek računalnika, lahko gledaš, ampak to ni isto, kot če si prisoten na tem človeškem nivoju gledaš, kaj ti pa ta dela pravilno animira na res pravi štimu karakterju, ki ga je on narisal. Ne? Da ne govorimo potem o Mišelu Sloju, ki je pri prvem Kirikuju potoval v Vietnam, pa je imel pun kufor, se ga pa v Rusijo, ne? Pa je rekel, mislim, pri drugem že rekel ne in imel srečo, da je bil svetovni uspeh in da je dosegel to, da je na koncu tretjega samo v Franciji lahko snimal. Kajti ravno pri producentih gledajo samo na stroške in bojo seveda se odločili za Indice, Vietnamce, Severnokorejce, ki delajo za 10 centov na uro ali pa še manj. Zdaj, a je možda, Dušan, da si to že recimo mogoče tudi že raziskal, da bi samo v Sloveniji lahko nabral ekipo? Ja, zdaj, jaz mislim, da bi se da, če bi denar bil pri lačni umetniki iz vseh lukem prikazali se in mislim, da so tudi najdosti talentkiranih ljudi lahko. Mislim, da je tukaj večji problem, ne samo tukaj v Sloveniji, ampak bolj v celi Evropi, cel izobraževalni sistem, ne, da animatorji ponavadi te šole proizvajajo neke celostne umetnike, ki imajo svoj stil, mogoče povedati svojo zgodbo in tako naprej, ne, ni pa recimo samo animatorjev. To pomeni, da taki ljudje seveda ne raje vse naredijo sami, ali so pa režiserji, to pomeni glavni, ki drugi govorijo, kaj bojo delati. Ni pa recimo takšnih, kot je v Ameriki, so samo animatorji, ki imajo nobenih pretenzij, kakšnih velikih ustvarjalnih, da bi bili recimo režiserji ali pa art direktorji ali ne kaj. Mislim, da je tu večji problem, no, kar nas, da avtori so, dobri avtori so, samo težko si predstavljati, da bi te dobre avtorje so vsi neke močne osebnosti s svojim vlastnim stilom, nekako strpil na isti film, pa da bi delali na istem filmu, pa da se ne bi pobili. Ampak po drugi strani pa mislim, da itak bo treba gledati čisto nestvarnost. Film bo treba delati pač tam, kjer bo prišel denar. In jaz mislim, da je neka realna možnost, kaj vem, če da recimo nek nemški filmski sklad, nek denar zraven, bo se zahteval, da par Nemcev dela zraven. In spet tako ostali. In tako čisto avtomatsko potem nastane neka taka mednarodna ekipa. In zdaj mislim, da sploh nima smisla delati kakšne načrte o tem, kakšna naj bi bila, ker na koncu bo se spremenil. No, smo pričali temu, da se v zadnjih recimo 5 letih in tle Boris tudi pač lahko nekaj pove, kar pojavilo kar neki studio, pač majhnih sicer, ne zdaj, kakšna je vaša zgodba? Naša zgodba je mislil tako, da studio. Zdaj, mi smo bili en tak društvo, no, temu rekel, no. Zdaj, nekaj že, da pač se delajo pri nas tudi komercialni projekti in to je pač ena smer. Druga je ta, da pač pa hočemo delati pa take projekte, kot so recimo risanke in to in pač tukaj pa je pa treba pač nabrati ekipo, pač kjer pač lahko dobiš, ne.
Je pa res to, da zdaj se malo začeli pojavljati to, da so prišli neki mladi, tudi že z dobrimi izkušnjami iz tujine, v Slovenijo nazaj, in so še tam in zdaj recimo, da je že prišli tega, da mogoče pa lahko že določen nivo tudi v Sloveniji dosežemo. Ne? Tako da je pa točno tak problem, rekel, da pač vsake, če ja, delam svoj kratki film, ja, bom delal še s kolegom, ja, bom to in tukaj sem podobno počal, nimam časa. Ne? In da bi tak ljudi napravil način, da bi rekel, dajmo raje mi enega zbrati pa delati tega res, koliko se zagre, je to težko, vsi nekaj v svoje. Ja, to je to. Če lahko jaz dodam tlem, res se mi zdi tudi moj problem z izobraževalnim sistemom. Jaz mislim, da ne bi tukaj pa nas rabili toliko, pa nas se zdaj delajo fakultete, ki bo imeli te animacijske programe. Mislim, da bi to bolj kot srednješolsko izobrazbo rabili, no? Da bi rabili čist ljudi, obrtnike, ne? Če bi pač tako kot, ne vem, pač delavci, ki bi delali na tem filmu, ne? Recimo in režiserji pa usmerjali, ne? Preveč imamo ustvarjalcev, no? Preveč imamo takih zelo individualistov. No, ampak misliš, recimo, ravno lahko primerjamo z Irsko, ne, ki sicer ni veliko, mislim, je večja Slovenija, ampak ne tako zelo velik, ne. Zdaj se pač, pri njih so se potem odločili na najvišjem nivoju, da bojo pač preko filma ravno poskušali tudi dobiti notri investicije, ne. In je to pač pomenilo, mislim, lažje vedno njih zaradi bližine nekak Anglije, Amerike, ne. Je to, ampak so uspeli iz nič ustvariti v bistvu neko zgodbo o uspehu filmske, predvsem na animaciji, ki pa zdaj v bistvu propada, tako da vse, kar je nekako napumpano, od nekje se lahko kot nek mehurček razdelili. Zdaj pač to načrtno, mislim, če vemo, da v Sloveniji sploh filmske vzgoje, ki bi morala biti že po nekih evropskih kriterijih, se zelo izvaja, glede pač prepuščena je posameznim učiteljem šole oziroma sistem ministrstva pač bi na papirih sicer ima zapisanega veliko, konkretno se pa ne izvaja, ne? Je pač lahko dejansko problem gre še za nazaj, še iz osnovne šole, v osnovni šolah pač tako, ne? Je namo pač smisel. Mislim, problem ta, da pač v Sloveniji dejansko ni projektov, kjer bi lahko privabili te ljudi, da bi delali skupaj. Ne? Zdaj, valjda gre vsak v svojo smer, v svoj lasten filmček, ki ga bo podelal doma v prostem času, ker pač ni enega studija, ki bo rekel, glej, rabimo nove pripravnike, pridite, res da boste mogoče 2 let, ne vem, delali take opravila, ampak najboljše pobrali in tako naprej lahko napredujete. In tega pač v Sloveniji ni projektov, ni animiranih nadaljevank, ni serij, ni nič, ni pač v tem smeri. Že na tem TV nivoju, kaj še lepo, da bi šli tudi filmski za kino. Treba reči, da imamo, da pač so bizgeci, ki so nekako tudi dosegli nek maksimum, tudi preko nekih projektov evropskih, zdaj minuta pa pol serije izobraževalne. In iz te ekipe, ki je delala bizgece, se je potem že razvijala že samostojni avtor, recimo Tina Avšič, ki se dela že novo serijo za banke. To se navezali s televizijo, ampak za dejansko tudi televizija, kot že prej bilo omenjeno, bi morala biti javna, dosti bolj odprta in dati več možnosti domačim avtorom, da bi prijavljali in razvijali tudi serije. Ker tudi preko neke serije, tako potem pridemo do tega, da se oblikujejo različne ekipe ljudi, ki bi potem pač te delavce, ki jih imenuješ različne. No, s tem niso hotel slabo reči. Ja, mislim, da je problem tudi kot ste rekel. V televiziji mislim, da je več problem. Naša televizija v bistvu tako neka tako velik kolos, kako mi sam sebi preživlja pa financira, kaj še da bi res dejansko kakšno ustvarjalne projekte. Čeprav to je v bistvu njeno osnovno poslanstvo. Ampak recimo, če sem govoril s temi starimi mlajšimi animatorskimi, kot je recimo Church Kogler, so včas delali za televizijo še v tistih pionirskih časih. In če pogledamo, v kakšnih pogojih so takrat delali, kakšnih minimalni budžeti, minimalna tehnična oprema, vse skupaj, pa kaj vse so naredili v tistih časih. Jaz mi zdaj kar malo pozabljamo. Vse tiste je lahko, kar ne tak velik entuzijazem.
Danes sem pazil, ker ta entuzijazm se kar nekako vse te tehnik, pa vse tem, kar malo zvudi, sploh na televiziji. Sanja? Jaz bi mogoče samo dodala to, da mogoče ker mogoče se malo ne strinjam zdušeno s tem, da delavcev ni oziroma interesa. Jaz poučujem v Sežani na šoli, kjer imam 58 študentov in jim kažem, recimo, pač tako take klasične, avtorske, lušne, animirane stvari, pa so zelo navdušeni, če za tazga še nikoli niso videli, pa tako. Ampak vseeno me pa tako iskreno na koncu vprašajo, prostite, ampak kako pa lahko od tega živiš, kaj pa delaš? In to je v resnici res, jaz jim nisem znala odgovoriti. Če vas jaz naučim nečesa, pač, kje pa bi si najdel službo v Sloveniji? Mislim, sploh, pa, oni so visokošolski, oni so izobrazba, so naljeni za to, da bojo samo izvajalci, nobeni avtorji ali pa karkoli. Ampak oni nimajo predstave o tem, kje naj bi v Sloveniji sploh, kaj pa naj bi počeli. Mislim, pa si predstavljajo mogoče tiste, ki se persil noter zapele v reklami, da tiste mogoče animirano, kar je v industriji nekaj tasega, ampak pri nas res ni te početi. Oziroma ti... Ja, no to je tisto, kar sem jaz govoril, to je... Če pa delam za stol, sem pa res avtor. Ja, mislim. Ampak hočem, da je to tak problem celotnega evropskega izobraževalnega sistema. Recimo, umetniške šole v Evropi, recimo, če veš študirati... Tudi s tem se strinjam s tabo, Čak da, to je. Ja. Ja, v Evropi greš ti na akademijo nekam in prideš ven kot kompleten avtor, ki ima vizije, ki ima ideje, ki ima, ne, vsak razvije svoj likovni stil in tako naprej. Večino v Ameriki, če greš ti na šolo za animatorja, tam v Ameriki vsi učijo tistih 12 principov Disneyjeve animacije, ne, Anticipation pa tisto, ne, in na koncu, ko ti končaš tisto šolo, ali to tečaja, šola, vse ni važno, no, ko ti to končaš, si usposobljen v tej Disneyjevi maniri animacije in se lahko naslednji dan zaposliš v katerem koli studiju, no, mogoče ne čisto v katerem, ampak 90% studiju v Ameriki fura Disneyjeve principa animacije. Vse to ni važno, to 2D ali 3D principi so itak isti, ne. Predvsem tudi pri zgodbah, ne, zelo... Ja, no, zgodbe je drugo, ne, zdaj govorim čisto tudi tisto, ki je prej rekla o delavcih, te, ki bi rad se zaposlili naslednji dan na nekih projektih. V Ameriki se lahko, ne, tam se kar naprej proizvaja in vemo, in zaradi tega vsi ameriški filmi izgledajo zelo podobno, ne. To je to, ampak na ta način ti lahko imaš delo, na ta način lahko neko proizvodno, neko industrijo filmsko gradiš, ne. Evropa je pa nekako ne more, ne, recimo tudi tisti poskusi celovečercev evropskih, ki so, ne, vidimo, da kadar so v bistvu zelo sledujejo po ameriškem, ne, recimo, kaj pa je tale Planet 51, ne, to je čisto španska zadeva, ne, ampak ljudje sploh ne vedo, da so španci, so to španci, ne, mislim, da je čisto ameriški stil in misle, ne. Nekaj pa manjka, ne? Nekaj manjka, ne, seveda, ampak recimo, ne, mi sploh ne vemo, ampak španci imajo izredno močno animacijsko zadevo. Recimo v lanskem letu so oni imeli 8 celovečercev v kinih. 8 celovečernih animiranih filmov je prišel v kino. Za špansko publiko, ker... Seveda, večina jih ni prišla v Španije. No, ampak vsem je to ogromno podvig, ne. In ko sem bil jaz na 2 festivalih lani v Španiji, ne, sem videl, recimo, festival posvečen, ko so prišli z cele Španije, to je vse 100 animatorjev, ne. Čisto impresioniran sem bil, ne. Ampak Španija, kar se Evrope tiče, ima, se mi zdi, delč najmočnejšo to animacijska taka velesila, ampak se pa strašno zgleduje po Ameriki, ne. In seveda tudi malo zaradi tega, ker včasih je imel Disney v Španiji svoje studije, ne, in tam je imel, ne vem, na 300 zaposlenih, in potem tiste studije zaprl in potem vlada pač ni vedela, kaj naj naredi s tistimi, pač, ne vem, brezposobni in se potem nekako financira in se nekako spodbuje ta... Zdaj, ko se vrne v Španijo, samo na kratke intervencije, pa še idemo pa že na drugo mnenje. Lani na Animateki španski in ameriški Flash animirani celovečerec in to oba s kar velikim uspehom, predvsem Sita Poro Blues, avtocenizm par dne pari, totalno alternativno do it yourself, low budget, kompletno v Flashu narejeno in je doživel svetovni uspeh. Od španskega avtora Pedra Rivera, pač Krizis Karnivora, malo manj, ker
spet španski film bolj za špansko publiko, ampak je tudi za vrtevce, ampak dokazala sta oba, da je možno tudi v Flashu narediti samostoječ, konkreten, profesionalen, vsem film. No, s tem pa, da tukaj pa tisto, ki ste rekel, zgodba je najpomembnejša. Pri Nini Palej, recimo, je bila zgodba silno šarmantna, silno rušna, vse je bil silno fajn in zato je bil uspešen. Kljub temu, da imajo strašne probleme z distribucijo, s temi avtorskimi pravicami, za tiste pesmi in to je državni nazaj. Jaz mislim, da če bi to, ker ona je nikoli prišla v resnici v distribucijo v kino zaradi tega, zaradi teh avtorskih pravic. No, po drugi strani se mi pa tale, je pa sicer flash filmček, no, sam se mi pa zdi, da že v osnovi je zgodbica mečki šepala, oziroma, ne vem, mogoče ta zgodba čisto tako delovala v stripu, ne, ampak nekako ni uspeli jo povedati Ampak to se bodo predvsem spostavili, da tudi v Flashu doma, torej, lahko ti počasi. Lahko sam celovečerca, narediti vse in tudi v Flashu, no, se pravim, svaka čast ni Palej, ampak kaj pa vem, to je bolj eksces, ne, tako kot sta Čoh pa Erič sta naredila tudi celovečerca, ne, ampak tudi ne pomeni zdaj pa, ker lahko vsak doma dela celovečerca, ne. To pač pride vsake tok časa neki rata in vsake tok časa se neki celo posreč, ne. Pri Čohu pa Eriču je zanimivo to, da se celo spomnim, sem na razstavi bil v galeriji Bežigrad, kjer sta razstavila samo majhen del originalnih risb. Mislim, da je tam bila, gledal sem celo dokumentarec, da je Emil Mratovič posnel za televizijo, koliko je tam bilo pa nekih 60-80 tisoč pač papirjev. Pa šleperjev, ja. To je pač že danes iz tega vidika, ne, zdaj ta, torej, 3D animatorji, mislim, ne vem, kaj se vam zgodi, če se vam računalnik sesuje, ne? To je potem ta primerjava, Ja, mislim, slejko prej se sesuje, ne? Tako da moš pač na to računa. Špela, drugačnih pogledih, Dušan Uga? Ja, ne, jaz ne vem, v tem evropska, jaz poznam veliko šol, ki so res orientirani sam na izvajalce, pa tudi potem grejo res vsi te v industrijo pač teh otroških nanizank in to. Ampak kar sem hotela omeniti, razlika med Ameriko pa Evropo, pa kar moramo biti mi še toliko hvaležni, ker tega ne bomo imeli več dolg in to moramo znati cent, so javni skladi, ki bojo zginili z leti, ker bo vedno manj javnega denarja, ampak tega Američani nimajo in oni se v bistvu v resnici morajo za industrijo pripraviti in izobraziti, ker druge možnosti nimajo. Obstaja peščica newyorških avtorjev, ki delajo avtorske filme, pa oni živijo iz dneva v dan, tako da, mislim, si jaz sploh ne želim razmišljati, mislim, kaj je tam survival, tako vsakodnevni. Tako da, jaz mislim, da dajmo spodbujati te avtorje, dajmo spodbujati to, da bi nastal v Sloveniji še kakšen avtor, pa avtorski film, pa da ima kdo pogum si ga, ne vem, narediti, kakor da, ne vem, razmišljamo v bolj industrijskih zadevah. Podatek, če se zdaj na sveže, pa tako, glede na prijave na letošnjo Animateko, kot sem že prej rekel, 7. edicija z decembra, in čist nepričakovano, pač ogromno število filmov slovenskih avtorjev. ARI inštitut, bivši Famous Stewart, višja visoka šola za umetnost, Univerza na Gorici, Akademija za likovno umetnost in eni so pa kar od nekje prišli čist sami. Tako da sicer ti izdelki niso še na nekem svoj nivoju, ampak jaz se ne spomnim, da bi kdajkoli v Sloveniji se toliko ljudi ukvarjalo z novinami filmov. Mislim, da je skozi lažje nekaj narediti pač, ne? To je po moje ta dejstvo. Zakaj razlika med igrani pa ne vidim, zakaj jih mogoče, ker mislim, da jih je več zdaj, igrani, da se jih ne teva zaradi pač, kaj, montaža, znanje montaže, Animiranje si ti lahko sam svoj gospodara, ne? Se zapreš v svojo sobo in delaš, ne? Zdaj preganjamo pa ti povneče kamero, pa igralce, pa luč, pa notimo boš pod nek snemo, ker te bo nekdo preganjal, pa ne vem, kaj pa njih stvari se po tem pojaviti. Tako da za nekoga je najlažje potem reči, ok, hoče niti film, sam zase, lepo se zaprem in delamo, ne? Pa še nekaj imamo, ki bi jaz Igorja pohvalila, da imamo Animateko, ki je resnično dvignila nivo sploh tega, da se sploh ve, kaj se dogaja, da sploh spoznamo, da imamo publiko novo, ki pride to gledati, dvorane so polne, tako da Animateka je res del tega, zakaj se tudi v bistvu vedno več interesa je o tem, absolutno imaš prste zraven.
Čeprav treba pa tudi povedati, da festivali absolutno ne morejo biti sami zadost, oziroma da je to pač tisti teden, ki ponovadi se ljudje pridejo, ampak dejansko še bolj pomembno, da so pač da kina in predvsem tudi zdaj distributeri delajo ne samo, se ne odločajo samo za neke komercialne projekte, ampak se včasih malo tudi upajo in tle recimo dva koluta, ravno katera primera Skrivnosti Skelsa je pokazalo prvič, pač se odločilo za ta projekt, ampak če se dela na nek drugačen način, če se vloži v to spletna stran za film, zraven pač vse te dejavnosti, da dejansko danes se mi preziva tudi tore, ker nekako pač na hitro kupiš tam 10 filmov, niti ne veš, kaj točno kupiš, ne veš, da bo predvajal. Poleg tega zelo pač redki razen kinodvora, oziroma pač zdaj upamo vsi, da se bo ta arkiv mreža, da dejansko tudi filmi kvalitetni za otroško publiko, ki je najbolj v bistvu, hvaležna, če dobi kaj dobrega, da se bo to vse upeljalo, da bomo lahko še več kvalitetnega se dobili in ravno to je pomembno v distribucijo, ne samo na festival, ker pride enkrat, dvakrat, ne, da si boš downloadal pa doma računalnik pogledal, da boš gledal v kinu stvar, kako je potrebno. Čeprav veliki problemi so tukaj pri nas ravno v tem, da kakšna sinhronizacija nekega manjšega distributerja skoro ne pride v poštev, ker so stroški ogromni. Jaz vem, da z Skrivnostjo pa imamo dobre sinhronizatorje, ker recimo se je izkazala ekipa Rani Študent s filmom Tri razbojniki, ki je zelo dobro sinhronizirano. Da ne govorimo pač o profesionalnih gledaliških igralcih, ampak to stane. Tako da pač to da festivali mislim super je, da obstajajo, ampak še bolj pomembno, da dejansko, da se bo da bo tudi Kolosej videl, recimo, kaj kinodvor dela, pa da bo videl, recimo, da en film lahko naredi tukaj, recimo, jaz si kar upam, že mogoče reči, da je 5000 Skrivnosti Skelsov bi moral vedeti, kar je že pa neka cifra zelo ok za Slovenijo. Vprašanje? Kakšno? Boris, imamo v Sloveniji zgodbe, ki bi bile primerne za celo večer. Mislim, tu še ne bomo vprašali, ki te ne krademo idejo, kako res druže imam. Mislim, da jih je premalo. Mislim, da je premalo. In zakladnice slovenske folklore tako? Ne, zdaj, ok, to so zgodbe sve, ampak mislim pa, da je premalo kadra, ki bi znala to pretvoriti v dober scenarij. Ker recimo, če pogledamo tudi na akademiji, ki bi rekel, da bi skoraj mogel tam nekdo potem prijeti, da bi pisal. Agenfeta, recimo, ne. Sploh ni scenaristike, recimo, ne. Mislim, kot tada, da si lahko scenarist, ne. Se mi zdi, da tukaj je tudi predvsem velik problem, da pač nimamo dejansko toliko kadra, da bi lahko sprovedali nekaj res, mislim, seveda so izjemne, ne. Ampak tako na splošno bomo je pa tudi to en velik problem. Poleg producentov, ki pač nimajo teh povezav. Kaj pa specifika v bistvu scenarija, oziroma razlika za dober scenarij za celočinjen nevidni film ali pa za igralni film? Kje so glavne razlike? V čem? Se ne vem, če sploh... Mislim, ker si predstavljali, da je zgodboris oziroma storyboard pri animiranem filmu zanujen, da si bolj olajšaš in da... Ampak sama zgodba kot zgodba je pa pač zgodba, ne? Zdaj pa, da se drži film ura pa pol, je pač zgodba, ne? Zdaj, posel seveda zraven še druge stvari, ki pridejo k temu zraven, ampak to je prvo. Zdaj, mislim pa, da tega ni premalo, da bi bilo avtorjev, ker bi sprevedali take stvari, lahko sploh začeli delati na res na projektih, ker bi tudi tuje procente privabila, ne? To je tudi po mojem problemu, ne? Da nimamo enega konkretnega primera, da bi rekel, evo, tukaj pa je dober scenarij, od tega bomo pa za njim vložili denar. Pa da je lokalen in oben globalen. Tako je, ja. Špela Šandeka, ne znam, kaj v drugi nekaj vprašala, pa ni prišla. Jaz mislim, da je, kako sem prej rekel, preveč avtorjev, premalo producentov. Recimo, če greš po raznih festivalih, so tam, ne vem, stotine avtorjev, ki imajo v žepih scenarije in vsakemu tisti scenarij pod nos molijo, vsak ima 5 minut časa. V bistvu dejansko ljudi, ki pa to lahko sprovedli, mislim, omogočili, da se ta scenarij resnično
silno malo, ne, in moš imeti zelo veliko sreče, že, da svojo idejo uresničiš. Pa to ni nujno, da je slaba ideja, tudi ni nujno, mislim, to so lahko tudi zelo komercialni filmi, recimo poznamo tudi razne velike hollywoodske uspešnice, ko so avtori hodili, ne vem, po 10 let so iskali možnost, da se to film sploh naredili. Ampak jaz sem tukaj konkretno mislil na par konkretnih zadev, recimo imamo Butalca, Mečinskega, imamo od Mikija Mustra, organizatorja Cernakotnika, ker so lahko bili neki, so nastavki že za razmišljanje o projektu celovečernega filma. Imamo še malo. Se to čaka, ne? Mojem. Mislim, da tukaj je ta problem, nek smo prej govorili. Vsak hoče, tisti, ki delajo, tisti, ki se spravijo, imate, če bo pa že vložil toliko časa, naslednjih 3 let, 5 let v ta projekt, mora biti ta projekt meni tako bliz, da bom zdržal jaz 5 let v tem projektu. Jaz recimo, ne vem, veliko filmov je, ki jih zelo rad pogledam v kin, ampak včasih rečem, ja, mater, ampak super film, ampak bi po 5 let vsak dan po 12 gledal tole, pa ne bi mogel. To meni, da mora biti nekaj zelo posebnega in zaradi tega se vsi avtori največkrat odločajo za neke lastne zgodbe, neke lastne scenarije, ki so njim zelo blizu. In ki pa seveda včasih tudi ni nujno, da so potem zaustavili ljudi za njim. To je tem mislim problema, ja. Pač je potem en človek in en svojo glavo in se zapre v ta svet svojo to zgodbo in potem čas odmečkaj se zapreza v svoje. Zapreza in potem na koncu pride celo do nekih frustracij, ker bo vloži toliko enega časa, toliko enega energije, pa toliko enega dela in na koncu ga, ne vem, publika kako ne razume, in potem je tudi velika frustracija. Zdaj, to mora recimo tudi povedati, da ravno sodelovanje s francoskim scenaristom Fabrisom Zverkovskim je zelo pomagalo, ker je ta projekt od začetka bil še bolj irski in še recimo zahteval še več predznanja nekih mitoloških zadev iz irske zgodovine, da je ta Francoz poskušal potem približati na nek nivo zgodbe, slovenske zgodbe, specifike. Mislim, če podala samo to razliko med scenarijem, ker imamo res Slovenci, če pogledate slovenski film, težave s scenariji. Za animirani film je pa težava v scenariju, da je gledati animirani film za gledalca naporno, ker v bistvu mora razvozlavati neko abstrahirano stvar, nekaj drugač, ker v bistvu, ker gledamo igralce, smo vajeni neke realnosti okoli njih, je v bistvu veliko bolj sproščeno gledamo. Tako da za animirani film je v bistvu še težji narediti, da držiš koncentracijo tako dolg na gledalcu. Tako da, ne vem, mogoče ja, imamo kakšno zaklad, ampak jaz upam, da bo to povem, pa se ga lotim. Jaz priznam ta trenutek, da se ne počutam za celovečerni film. Mislim, da ne vem, kako bi se ga lotila. Že za kratkega je katastrofalno dobiti skupaj denar pa ekipo, da ga spelješ. Po mojem varianti pač v kolaboraciji, da se pa začne ljudje med sabo dobivati malo pogovarjati o zgodbah, o scenarjih, da ne bo vsak sam glasen, da doma nekaj ustvarja. In še tako potem pride do enega tazga. No, sveta, recimo to, če pogledamo tudi našo zgodovino filmsko, nekako se tako jim pride na pamet, Jan Cvitkovič pa Miki Burger, kjer sta pri Uleru, ki je bil pač mogoče začetnik nekega novega vala slovenskega, neodvisnega, drugačnega filma. Ravno to, kot praviš ti, dobiti se na pijači, pa par mestu, pa je eno idejo imeti, stavno se pomnjeno tetko, pa se reči, ok, zdaj pa sva pripravljena, pa je začeti pisati. Pa potem še nekoga zraven pokličati, pa zna scenarij. In potem tudi sprejeti kritiko in upoštevati določene stvari, da ni zdaj samo, ne, to je moje, to zdaj, jaz vidim, da bo to dobro, to, kar sem poštevstven. Tako da, to je druga stvar, ker ljudi potem prije več, ja, da je mogoče pa tako, ampak potem vsakaj, če ne, to je že vem, zakaj tako, in potem se zapri. Zato, ker ni neke osebe, ki bi rekla, ne, vprosti, če boš, da bo ta film narejen, zdaj, vem, da to v paradokskim filmu to bolj zavitko, ampak če boš, da bo ta film narejen, boš mogel upoštevati tudi te pa ti ljudi, da bo stvar, da bo stvar zafunkcionalna.
In tega tudi prvi Sloveniji ni pač. Vsi se neki sami matramo, pa kaj bi uspeli, pa kaj ne bi uspeli, pa kaj zgodbi je bilo, pa kaj ne. Ni pa res teh profesionalcev, bi prišli pa ti pomagajo. Ampak ti imaš recimo v studiu, malem studiu, hišnem studiu, kako že vas je par, ker se razdelujete delo, ne? Ja, zdaj vsi pravim, počas to zdaj probamo skozi pravi. Mi smo pa začeli glede animacije pač na takih miniserijah, za internet, za določene ročnike. In počas začeli nakup nabirati ekipa in meni je predvsem važno to, da res sodelujejo tudi vsi pri nastajanju zgodbe in tako naprej, da ni za teh omejevanj na eno osebo in tukaj je storyboard to, da naredite in te stvari. Tako da se začne to čim bolj širno, ta zadeva. Samo se je rabimo projekte, da se to lahko začne delati. Dušan, ti pa vidiš, pač tvoj projekt ga imaš nekako zastavljenega in bi verjetno bila razdelitev klasična, režiser, scenarist, art direktor, glavni animator. Mislim, tako kot si jaz predstavljam, ne pa s takim minimalnim budžetom, kot bi mi to zastavili, ne, bi rabo kar nekaj močnih avtorjev, ki bi mečke deklice za vse. Ne. Kaj ti tako, recimo, da narediš celovečerno animacijo, recimo pri Pixarju je zelo ločeno poklicen, zelo so specializiran v točno eno zadevo, kaj tazga si seveda za 10 ljudi moš privoščiti. Ampak poznam pa te ljudi, recimo, s katerimi bi zelo rad delili, se mi zdi, da bi lahko, da bi in stilsko nekako pasali skupaj in da bi lahko fino delali, ne, mislim, da niso samo Slovenci, da znate zunim par. Tako da se pravim, kar se samih avtorjev tiče, jaz mislim, da sploh ni problem, da je to enih nadaljenih ljudi na svet, za katere se ne veš, včasih se kar začudiš, ne, vidiš kakšno stvar, pa zaveš, da ta človek stanuje tam v sosednjem mestu, pa pregledaš. Dobro, počas se bližamo koncu, smo kar nismo govorili, vas upam, da je bilo zanimivo. Res, noben nema nič za vprašati, da srečate jih vsak dan? Mene zanima, kaj se vam zdi posebej glede scenarija, recimo Panika na vasi. Ne? Zato, ker meni se izdela stvar dosti kaotična, sicer ful simpatična zagledati, zabavna, tako taka živahna stvar, ampak pač scenarij se mi pa zdi, da bi ga pa lahko dva normalna človeka spušta po podnevu. Ta film šele prihaja, ne, če ste ga vsi videli. Jaz sem gledal nekaj trailerje, pa par zgodbic. Je pa zanimiv, vprašanje je zanimivo, ker je to film, ki je nastajal tudi nekako na ta način, da je to najprej bil kratek film, najprej bil kratek avtorski film, ki je po festivalu išel, pol glede na samo specifiko, pač govorimo o stop motion premikanju figuric, kavbojčkov, indijančkov, konjev, pač teh, s katerimi smo se igrali, vsaj naša generacija, starejši, zdaj tam mladi se niste igrali, da ne spremniš. Potem se je zagledala televizija in jim naročila pač serijo izdelavo, mislim, da 20x5 minut, če se ne motim, in iz tega sta potem avtorja naprej razvila sploh z interesom svojih producentov in finančnikov sploh celovečerni animirani film. Ker sem imela v bistvu kar velike probleme razširiti v bistvu zgodbo na 75 minut. No, čeprav tudi to, zdaj ne, imamo tudi avtor, ki se pravi Silvan Šovne, avtor Proč Zbrbila in vizionista, tudi začel z uspešnimi kratkimi filmi Jacques Migerev, kako sem bil Folimaža, ravno tako. Pač, tle smo rekli tudi še prej, to je treba povedati, pač avtorski, celovečerni animirani film, ravno te Folimaže, francoski, Mia in Migu, pa Žabje, klasično zrisano, 2D, risano, odlično. Edina težava takega filma pri nas je v tem, da je v francoščini. Če bi bil v slovenskem jeziku, bi to 10 let lahko gledala generacije otrok in se iz teh filmov kaj učili in imeli konkretne stvari, ne samo neko zabavo od pokicah. Ampak to pač Panika prihaja, tudi Kinodvor, mislim, da Barbara, ne, zdaj. Što finalno razmišljate, glede
Mogoče pač, ne, Dušan, zdaj razen... Ja, ne vem, zdaj mogoče se to navezal na to paniko, ne? Mene osebno zelo zanima, kako bo to izpadlo v tem stilu, kako narediti celovečeren film, ker mislim, da je bistvena razlika med kratkim filmom pa med celovečerom. V kratkem filmu ti lahko v 5-10 minutah narediš nešto, se pa dobro deluje, ne? V celovečernem filmu potem se pa začne vleči tako čreva in kar nekaj ni več, ne vem, recimo tipičen primer je mađarski distrikt film. Se mi zdi, da je bil kot ideja, kratek film zelo zanimiv, potem so ga pa razvlekli in je kar nič ni rata. Recimo Richard Williams, ta legendarni animator, zadnji od teh preživelih, recimo velikih hollywoodskih animatorjev, je celo trdil v tej njegovih knjig, da je Disneyev stil animacije v bistvu edini stil, ki je takšen, da lahko drži pozornost gledalca gledati cel celovečerni film. Drugi stili so takšni, da te lahko lahko gledaš pač 10 minut. Če hočeš pa gledati uro pa pol, se moraš pa držati teh Disneyevih principov in da drugače gre. Zdaj, mislim, zgodovina je pokazala, da nima prav, hvala Bogu, smo zadnje čase videli par filmov, tudi tale Skrivnosti iz Kelsa, ki dokazujejo, da se da delati zanimive filme tudi brez teh principov. Ne vem, zdaj ne bo mi na pamet takoj pride tale Max and Mary, tale avstralski film v Dani. Nažalost, tudi ne v distribuciji, ne? Ki ga žal ni v distribuciji, ampak ta film je imel všeč z večjih stvari, ne samo zaradi stila animacije, ampak predvsem zaradi zgodbe, ker je totalno ne hollywoodska zgodba, totalno ne klišejska, čist nekaj novo poti, ampak kljub temu zelo lep, zelo zanimiv film, na trenutek ne dolgočasni, ganljiv, smejiš se, joka zraven vse. To se mi zdi meni, da je največ vredno ta film. Zdaj, Persepolis, tudi še menimo naprej, ne? Od Maržan Strapi, stavko stripu, ki te odnese tudi v to autobiografsko potovanje, ne? Ja, tudi lepa stvar. Boris, final. Mogoče pač, ne, bi omenil projekt, no, ali še ne? Jo, vse je lahko. Zdaj pač upam, da bo vse posrečno se bo začel delati. Upam, da pač tak dolgoleten projekt, ker bi lahko mogoče na nek način tudi rešil par problemov s tem, da bi se določeni avtorji končno lahko začel ukvarjati s tem tudi prav na projektih, je pa to se pravi Maček Muri. Zdaj smo, upam, da bomo naredili z skladom, tako da bo stekla prva, taka recimo v 3 delih, prva faza tega, je pa tega še za naprej odprtega ful, tako da tudi, če koga zanima zraven postopati, je dobrodošel vsega. Tako da, to je to. Upam, da bomo skozi to pa spovedali, da je po en stran, in samo od mene je tako, da pač po en stran probamo narediti nekaj, ki pač Maček Muri vemo, da bo da ima že točno zreti za sabo, da bo to nekaj potegnil. Tako da po en stran furati to smer z neko serijo, pa po drugi stran zraven avtorje, ki na tem projektu tudi se lahko odločijo za svoje lastne avtorske projekte, na katerih pač uresničujejo svoje želje in svoje misije, ki jih imajo. Se predvsem, da imamo dve stvari, da lahko ne da potem doma grejo, ko mi delajo tega, grejo delati v kafič, da lahko dobijo denar, ampak da lahko delajo na konkretnem projektu, dobijo denar in zraven lahko ustvarjajo take projekte. Mislim, da to je tak združenje v obeh svetov, pač iz tvojega, pač kako bi lahko do tega mogoče pošlo v Slovenijo. Kako bi vi, recimo, čist konkretno te probleme smo zdaj govorili, kako ste vi rešili, kako produkcija, kako različne stile združiti skupaj v nekako? Ja, jaz mislim, da pri nas bomo to rešili tako, da bomo za te ključne osebe, pač, ki so vzeli res najboljše možne ljudi. Vsak avtor dobi en karakter? Ne, govorim to, da pač seveda lahko delajo veliko ljudi na projekt, ampak vsem mora biti pa tukaj nekdo, ki je odgovoren za, recimo, za animacijo, za art direction, karkoli pač. In tam mora biti res dober in za vsi ga spoštujemo. In to je ta človek, ki potem rekel, ne, tukaj mislim vsem, da gremo v napačno smer,
seveda dobrodošli predlogi, ampak lej, tole je prav. Jaz se odločam, v bistvu. Ja, tako je. To pač mora biti, ne. Saj, drugač pač se potem kaos stane. Tako da skozi to, ampak ne vem, zakaj bi bil problem, v bistvu, da bi... Ne vem, se pravno, to čisto iz izkušnje, govorim o svojih, pa iz izkušnje tudi ostalih, še se že te stvari delati. No, ne vem, se. Jaz mislim, da moramo pač probati, ja. Kaj bo se, to je pač v Sloveniji tako pač, ne, zdaj nimamo kakšnih velikih projektov za sabo, da bi lahko rekli, jaz se bomo naučili na napakah, pač, ker jih nismo, no, mi smo par projektov z določenimi problemi, ampak, ne vem, moramo probati, no, če bomo probati, ne bomo nikoli nikam prišli, no. Zadnja šansa? Če hočeš delati večje projekte, ne moraš imeti neko ekipo, ta ekipa mora biti uigran tim, ne? In ta tim mora biti uigran že par let prej, preden začne delati ene celovečerce. Zdaj, če snimaš ti klasični celovečerni film igran, ne? Potem ti pač lahko zbereš gledališke igralce, pa snemalce, pa se spravijo za 3 mesece nekam, pa posname celovečerce. Kaj tudi spremljaš, kaj delajo? Seveda, že kaj veš, ne? Tukaj pa ne moreš ti kar, recimo, zdaj pa je zdelo, zdaj kar nekaj dobil z vseh koncev ljudi in bojo kar takoj začeli delati. Ti ljudi bi se mogli par let prej temeljito igrati, ne, kot recimo simfonični orkester. Samo na čem se bojo igrati? To je tisti problem, To recimo, ne vem, ki je bil Zagreb film, je bil recimo pri nas uspešen primer, ne, da je pač država financirala ta studio, tam so se mladi zaposlili, so najprej bili vajenci. V Kanadi še vedno obstaja recimo podobna institucija, National Film Board, ki je hotela že zapreti, pa so se potem sami ugotovili, da je prepomembno to, kar so pač oni, ne, tudi kot neka znamka kanadskega, ne, in zaradi tega so ponovno podprli. Sam mislim, da so to pač pri nas, ker so neurejene razmere na vseh področjih, ne. Zdaj pač, ne vem, včeraj se sprejeli nov zakon o filmskem inštitutu. Ne, to je druga debata, ampak nič kaj ne zgleda, da se bo uredilo, oziroma da ima kdo namen in željo res pošteno urediti, ne, tudi, ne. To je tisto, ne, pri nas recimo, ne, pade ideja, zdaj pa rabimo nek nov urad za, kaj pa vem, za to pa to in v tem uradu moramo zaposliti takoj 30 novih ljudi, da bojo neki gledali tem, kako se neki tam odlaga, da ne bo, ne. Recimo, ne more se pa narediti denar, recimo, da bi se 20 ali pa 30 ljudi, ki bi face delali, pa konkretno delali, nekom celo neki pokazali neke rezultate, ne. Tega denarja pa ni, ne. Jaz mislim, da je v tem rešitev, no. Nek kontinuiran, da se lahko sedeš, pa delaš, greš v službo, vsak dan delaš sam na vsej stvari. To je namen, ja. Ali pa zdaj pač meni prihaja škoda, da nismo mogoče že na začetku šli tako konkretno. Če se bo, in se bo zgodilo, sigurno, da bo pa kakšna evropska velika produkcija prišla pogledati tudi v Slovenijo in recimo, ne, na kakšnem sreča kakšnega avtorja, pa bo rekli, ali ti delal na naši produkciji, ne? Pa je to potem ta edinstven način, kjer se naučiš nekih procesov oziroma načinov. Moraš imeti tim zbran skupaj uigran, da jim lahko to sploh ponudeš, ne? Zdaj, ja, poznam 3 še zraven, ki bi lahko nekaj prčka, ne? Ampak sem prepričan, da recimo Dušan že recimo pomeni to v nekem svetu, da je tudi že dobil vredno veliko ponudb, ki so hoteli, da bi že v Ameriko lahko delati kamorkoli, ne? In če ti potem, če ti nekdo ponudbo dal, še bi spel izbrati ekipo 10, ne? Ampak, dajmo reči, da to debata mogoče za naslednjič, ne? Da pač može dati možnost? Najprej do večer. Jaz sem čisto pa šel v lastni režiji sem, čeprav sem bolj gledalec in ljubitelj japonskih risank, tako zvanih animejev. Ampak, ko slišam, se večinoma pač naučete med produkcijami Amerike, Evrope, Slovenije. Jaz spoštujem pač, da Slovenija pač naredi svoje risanke, valjda. Da tudi Skrivnosti skrivca mi je bila zelo fina za pogledati, ampak me zanima, kakšno je v bistvu splošno mnenje glede japonske produkcije. Recimo, leta nazaj je bil za Oscar tudi nominiran, še ne celo nagrajen, Spirited Away iz režije Ghiblija, oziroma iz animacijske hiše Ghiblija, ki ima za sabo tudi že vrstali svojih produkcij, da vem, mogoče malo pozabljate tisto vzhodnjaško produkcijo, kjer imajo večinoma samo 2D animacijo, 3D-ja, res srečaš toliko malo, da v bistvu redko pa še tiska naredijo in tako bolj tako.
Mogoče kakšne, da vem, besede na to, kakšno mnenje, ali so res japonske risanke res tako neznani, pa stereotipično poznani o zelo slabih plateh. Če jaz mogoče naprej v bistvu se zahvaljujem za to intervencijo, ker ravno tudi to Mur nam je povedal, da je Miyazaki zelo vplival na njega, mislim, da deli skrivnosti je pravzaprav se lahko vidi kot pač nekak homaž, predvsem pri scenah z volki, vogulja, gost, ne. S tem, da pač je pa problem pri pač japonskih zadevah, da do nas nikoli ne pridejo po te uradni poti, ne. Da dejansko se to gre, jaz vem, pač pri zadnjem Miyazakiju pri Ponju je bil celo ta problem na Hrvaškem, da ga niso dovolili predvajati na Animafestu, ker so zahtevali, da se predvaja samo dublirana verzija in film ni bil odkupljen za distribucijo in tudi, če bi bil odkupljen, vprašanje še bi si lokalni distributer privoščil lahko stroške dubliranja, ne. In je to problem potem Ghiblija oziroma in tak je Disney distributer, ki zahteva take nore pogoje, da film pride, ne. In zato se potem pač vi vsi piratsko pač to gledate, ne, in vsi mi pač piratsko to gledamo, ne, nažalost, ne. Ker bi veliko več, oziroma pač ravno to treba je delati tudi na tem, da se kvalitetna japonska produkcija oglašuje in ker tam je pa tudi ogromno zadev, ki so pač komercialne in nekvalitetne, ne. Ja, produkcija je čisto, če gledaš, ne vem, ameriško, serije prehajajo na polno, tukaj pa enako serije, pač risank prehajajo, ne vem, vsako sezono 30-40 novih produkcij pride, ne vem, tudi filmi so vsak let pride nekaj, ampak niso v takem številu, recimo, ameriške produkcije. Tudi ni finančno ne spolkajo. Ja, ampak to je točno tisto, kar smo prej govorili, ne. Zaradi tega so si anime precej podobni, ker so Japonci razvili en specifičen stil in vsi, ki začnejo tam delati, se zaposlijo pač in delajo v tem stilu. Zato so si recimo japonske mange vse zelo podobne, ker oni so razvili nek stil in oni lahko zdaj furajo industrijo v tem stilu, ne. Če bi bili Japonci vsak svoj individualist, potem ne bi delali pogled istem kot mi, Evropejci. Se imajo tudi različne stile. Recimo, Makoto Shinkai je ustvaril v vlastni produkciji svoj film, ki je bil tudi uspešen na mnogih pač je bil festivalih, ampak ne vem, vse ima dosti široko, tudi ni stil čist isti. Pri vsakem studiju, ker studio je ogromno, ampak... Ogromno ljudi dela na tem. Jaz se to hočem reči, da moraš imeti nek stil, tako smo rekli prej Amerikanci, da imajo ta Disney stil furajo, ne, da ti lahko naučiš takšno ogromno množico ljudi, da bojo producirati tukaj ogromno risank, kot jih producirajo Japonci, ne. Ker Japonci imajo res ogromno produkcijo. Debata o japonske animaciji v bistvu je zanimiva, ampak mislim, da bi rabila svoj pogovor, ker dejansko zdaj se ti na koncu terminiral, bi se moramo zaključiti to okroglo in zelo žal. Super, da ste tudi z tega različni. Ne, vse v redu. Jaz pač, če so še okoli fantje, tako da že nekaj 10 minut sigurno lahko še kaj vprašati individualno. Zahvaljujem se zelo Dušanu Borisu Inšpeli in upam samo še naj napovem, da če vam je bil film Všečnost iz Kelsa, se še jutri zgodi ena zadeva, ob koncu filma bo še koncert glasbene skupine Folk, etc. Tako da če vam je bil všeč, povabite svoje prijatelje, svoje sorodnike, da pride še v kino, dovolj si ga pogleda, dokaj tukaj igra. Hvala lepa vsem in pač še ob priliki, podobnih.